Pozdravljeni, današnji nabor novic, vrednih posebnega komentarja, je sledeč. Volitve v Evropski parlament so pokazale tudi trenutna razmerja moči na slovenskem političnem prizorišču. Ankete zgrešile, ob tako počasnem štetju glasovnic ni čudno, da se sprožajo pomisleki o nepravilnostih. Francoski predsednik Macron je po objavi rezultatov razpustil parlament. Dober večer, moje ime je Edvard Kadič in vi spremljate oddajo 7 ob 7, kjer posameznim novicam dodamo karakter. Torej, evo, za nami so volitve v Evropski parlament, o katerih smo v zadnjih dneh več poročali, in te volitve so nekako razgrnile pravzaprav lep pogled na Slovenijo oziroma pogled z nekih določenih zornih kotov, s katerih običajno ne vidimo. No, od 9 predvidenih sedežev v Evropskem parlamentu je tokrat zapored slavila Slovenska demokratska stranka, torej SDS, in si je priborila kar 4 sedeže od 9. Gibanje Svoboda kot najmočnejša koalicijska stranka si je priborila zgolj 2 sedeža in potem še po enega Nova Slovenija, Socialni demokrati in stranka Vesna kot novinec na teh volitvah. Včeraj sva s kolegom Aljušem Pertinačem in pod vodstvom Bojana Požarja v oddaji Ura moči komentirala, da gre v bistvu za nekakšne šokantne rezultate. In v resnici so šokantni, še posebej, če pomislimo na to, da je slovenski medijski prostor in univerzitetni prostor in tako naprej res nagnjen v levo. Kar pomeni, da ob vseh teh naporih, ki jih vlaga vladajoča koalicija v spregi z mediji, anketarji, univerzami, ne vem s kom še, je desnica uspela zmagati. Kar je pravzaprav res roko na srce šokantno. Več kot očitno je, da ljudje si želimo živeti v Evropi, želimo si biti na tem skupnem prostoru povezani v Evropski uniji, vendar pa ne več na tak način, kot so nam ga promovirale v bistvu te leve in skrajno leve agende, od Willkommerjev, od tega migrantov, samo vi pridite, pa do zelenega prehoda in politike proti v resnici kmetijstvu, kar se je odražalo tudi na silovitih protestih kmetov po celi Evropi, da si želimo pač nekoliko drugačne Evrope. Medtem ko je brutalen poraz Macrona v Franciji vodil celo v razpustitev parlamenta, je v Sloveniji, pa recimo v Belgiji, kjer je odstopil premier zaradi podobnih rezultatov, v Sloveniji po Golobovih besedah tega filma ne bomo videli. Več kot očitno, kljub temu, da si slovenski volivci želimo očitno nekako tudi te malo pomladitve v Evropskem parlamentu in nasplošno teh sprememb, v Sloveniji v bistvu bomo kar veselo naprej nekako sledili to politiko, ki jo je Golob zastavil, nam to všeč ali ni všeč. Tako da lahko si sicer mislimo svoje, no, ampak ob tem pa lahko tudi ugibamo, kako visoka bi bila zmaga desnice v Sloveniji, če levica ne bi napihnila teh referendumov in tiščala v ospredje pojem priznanja Palestine, za katerega smo se na koncu dejansko prepričali tisto, kar se je napovedovalo že prej, da je služil izključno temu, da se zamegljuje dejansko stanje glede volitev. V Sloveniji imamo situacijo, kjer se leve stranke nekako zanašajo na njim prijazne medije in ankete. Zdaj, če se spomnimo, kako so te ankete še 2 meseca nazaj ali pa mesec nazaj napovedovale neverjetno zmago levici
Napovedi so šle celo v smer 6-3 v dobro Levice, ne. Potem imamo na eni strani, to se pravi, to je ta levi pol, ki se zanaša na medije in anketarje in tako naprej, na drugi strani pa imamo desni pol, ki pa se več zanaša na stik z ljudmi, na obiske, to se pravi tako imenovano delo na terenu in na pač prenašanje teh podtikanj, napadov in tako naprej znotraj medijskega prostora, ne. Včerajšnje volitve so pač pokazale več kot očitno, da se terensko delo splača, ne. Je pa res, ne, da potem, ko smo spremljali skoraj tako kot neko noč dolgih nožev, da Državna volilna komisija nikakor ni uspela spraviti skupaj nekih številk, že sama udeležba na referendumu se je ves čas nekako spreminjala in potem te rezultati, a je Gregorčič noter ali je Nemec noter ali tako naprej, tako da vse skupaj je, ni čudno, da med ljudmi sproža en kup pomislekov tole delovanje Državne volilne komisije v smislu, da je vprašanje, kaj se s samimi glasovi res dogaja. V Franciji je Emmanuel Macron po rezultatih, kjer se je ugotovilo, da je izgubil oziroma da je njegova politika izgubila praktično čisto v vseh okrožjih, praktično razen, mislim, da v Parizu nekako je nekaj drugače, pa enostavno ta desna struja od Le Penove tako močno potegnila, da se je Macron odločil in razpustil parlament francoski, ne. Zdaj moramo vedeti, da to je nekakšen salto mortale, ne, da zgodba temelji na tem, da evropske volitve niso isto kot lokalne volitve in da je sentiment za lokalne volitve drugačen, Macron seveda računa njemu v dobro, kot pa je sentiment za evropske volitve, kjer pa se je evidentno izkazalo, da gre v bistvu proti Macronu, ne. Zdaj, če na vprašanje Golob odgovori, če bo on tudi odstopil, da odgovori v smislu tega filma pa videli ne boste, ne, potem to govori predvsem, seveda o samem Golobu, njegovemu egu in vsem tem, ampak govori predvsem tudi o tem, kako daleč smo v bistvu na lestvici oziroma kako odrasla je ta naša slovenska demokracija. Francozi se očitno zavedajo, da je demokracija nekaj zelo dragocenega in da je potrebno dati prostor po potrebi boljšim od sebe, zato da država napreduje, pri nas pa več kot očitno še nismo na tem. Hvala lepa za danes, toliko v današnji oddaji 7/7. Spremljate novice sproti na našem portalu 24. Vidimo pa se tudi jutri ob istem času na istem kraju ob 19. Pozdravljeni.